Na areni Petrol dvoboj Celja in Domžal, sijajna forma za domače nogometaše, še vedno brez prejetega gola v tem drugem delu prvenstva. V 9. minuti pa prva domžalska priložnost, streljal je Črnic, dobra obramba Kotnika, ki je bil postavljen dobro in tokrat težav ni imel. 14. minuta, priložnost za Celjane, strel Vrhovca, ampak dvakrat v bloku domžalska obramba ostala je pri začetnem izidu. V 25. minuti vendarle lepa kombinacija domačih grofov, dvojna podaja De Souze in Vrhovca, takole pa je De Souza premagal vratarja Domžal za prednost 1:0. Izjemen slalom skozi domžalsko obrambo in Celjani so na odmor odšli z minimalno prednostjo. Drugi polčas in prva kombinacija za domače. Najprej je streljal Miškič, dobra obramba Maravala, ki je žogo uspel odbiti. Močno daleč, ampak na pravem mestu domžalski čuvaj mreže. Potem pa nekoliko boljša igra Domžal in tole je bil že strel proti vratom. 11-metrovka za goste, žoga je v roko zadela branilca Celja, Lovra Čirjaka, še rumeni karton za domačega branilca in 11-metrovka, tokrat za Domžale. K žogi je stopil Matic Črnic in bil natančen, odlično izvedena 11-metrovka, močno in natančno je meril ter premagal Kotnika za 1:1. Celjani so vendarle prejeli prvi gol v tem drugem delu prvenstva, potem pa še Damir Hadžić s prekrškom. Dobil je rumeni karton in prosti strel za Domžale v 84. minuti. K žogi je stopil Balkovec in to je bila prava mojstrovina Jureta Balkovca, odličen strel oddaleč in žoga je končala v mreži. S pomočjo vratnice je Balkovec premagal Kotnika in še enkrat velja pogledati tale gol za zmago v Celju. Domžalčani so dosegli še drugo zaporedno zmago na gostovanju in še naprej ostajajo na visokem 3. mestu. Ja, res je, da smo v prvem polčasu res zelo dobro igrali, si tudi zasluženo povedli. V nadaljevanju moram reči, da smo se nekoliko pomaknili nazaj, pa še vedno smo izgledali dobro, vendar nas je nesrečen slučaj 11-metrovka nekako presekal. Domžale so izenačile, potem smo poskušali zopet z napadalnimi akcijami nekako, da bi prišli zopet v vodstvo. Potem pa individualna napaka v obrambi, prosti strel, zadetek. Bi lahko rekel srečen zadetek in žal jaz mislim, da smo nesrečno izgubili, da smo si danes enostavno zaslužili več, vendar takšen je nogomet in gremo naprej. Sigurno, če vzamemo vse te elemente, ki so bili proti nam in ta prvi polčas, ki je bil z naše strani obupen in da so bili igralci sposobni se iz tega izvleči ven, prikazati boljšo igro v drugem polčasu, veliko govori in pove o tem karakterju, ki ga imajo in zares sem ponosen na tem momentu, da so kljub vsem težavam tako močni karakterno in smo zaradi tega tudi obrnili tekmo v svojo prid.